Ok, danes bomo metali stran, naredili bomo prostor za nova oblačila. Dobrodošla v drugi epizodi serije, kjer iščemo svoj stil. Čeprav bom čez cel video nagovarjala v ženski osebi, so vsi nasveti čisto isto primerni tudi za osebe moškega spola. Ok, naša omara ponavadi izgleda kot prizorišče umora. Danes bomo naredili drastično spremembo in ta proces bo kar nekaj časa trajal. Zato lepo prosim, opozori ljudi okoli sebe, kaj delaš in da boš potem imela v bistvu mir, da vse to lepo v miru lahko presortiraš. Mami, v soboto bom delala čistko svoje omare, kar pomeni, da bo dnevna soba v razsulu. Do večera bom fertik in bom vse pospravila nazaj na svoje mesto. Za sortiranje oblačil bomo uporabile KonMari metodo iz knjige Umetnost pospravljanja. Večinoma zato, ker je to edina metoda, ki je mene pripravila do tega, da potem pospravljeno stanje tudi vzdržuje. Temelji na šok terapiji, da potem, ko vse na hitro v enem dnevu vse pospraviš in ko vidiš rezultat svojega pospravljanja, ti to vzbuja prijetne občutke, ki jih želiš na to podoživljati. In zaradi tega se potem vedno vračaš k temu pospravljenemu stanju in ne zapadeš v veliko tisto, kar je bilo prej, a ne? Zato vzemi si en dan, prosi familijo za malo strpnosti med čistko in se zakoplji v omaro. Iz omare prinesi ven vse, kar imaš in že sproti delaj kupe. Zgornji deli, kamor pašejo majice, srajce in podobne stvari, spodnji deli, hlače, krila, take zadeve, potem imaš en kup za puloverje in jakne, bunde, vse, kar je vrhnjih toplih oblačil, en kup za oblekice in pa spodnje perilo, štumfi, vse ostalo gre na ta tret. Tukaj je res ključno to, da prineseš ven vsa oblačila iz vseh omar, kjerkoli po stanovanju so že shranjena, tudi tista, ki so v kleti za zimo, kakorkoli, vse iz vseh koncev moraš znesti na te kupe. Edinih oblačil, ki ni treba sem prinesti, so tisti, ki so v kupu za pranje, zaradi tega, ker tiste očitno uporabljaš, tako da so že avtomatsko pašejo v ti izdelki, ki jih boš obdržala. Zdaj pa vzameš mokro krpo in čistilo in najprej prebrišeš celo omaro. To je res ključno, zaradi tega, ker s tem preprečiš, da bi se ti moli ali pa pajki noter zaredili, kar zna biti ful problem v omarah. Naprimer, v mojem prejšnjem stanovanju, z rjavimi omarami, če se ga spomnite, jaz tam, če nisem vsako sezono vse ven pobrala, vse prebrisala, so imela skozi molje noter. Tako da molji ti delajo take mičkane lukence na oblačilih in res je škoda, da ti tvojo najljubšo majčko pojejo molji, če pa lahko z enim preprostim prebrisanjem vsako sezono rešiš to. Ok, ko imaš vsa oblačila na enem mestu, si pred sebe postaviš še svoj plan sanjske omare, ki smo ga naredili v prejšnjem videu, in si pred sabo predstavljaš 3 kupe. Prvi kup so stvari, ki jih boš obdržala. Drugi kup so stvari, ki jih boš podarila naprej oziroma prodala. In tretji kup so stvari, ki bodo šle v reciklažo, ki so neuporabne za karkoli drugega več. Začneš s kupom zgornjih oblačil, majčke pa take stvari, ker to je najlažje. Vzameš prvi kos v roke, ga pogledaš in opazuješ svoje občutke. KonMari pravi, da se vprašaš, does it spark joy? Ali ti ta kos prinaša veselje? Jaz potem rada na hitro še pomislim, kolikrat sem ga oblekla v zadnjem času in pa, a mi je sploh še prav. In pa v bistvu tudi, kako zelo krši pravila moje omare. Tole, kar smo si naredili. Če zelo odstopa od tega, ponavadi tudi ne bo sparkal joya. Tako da te stvari se zelo povezujejo med sabo. Če je odgovor da na vsa ta vprašanja, it sparks joy, velikrat si ga oblekla, prav ti je in paše v omaro, absolutno ga obdržiš. Če pogruntaš, da tega kosa ne bi več rada obdržala in je še zmeraj v zelo dobrem stanju, bi ga z veseljem oblekel kdo drug, potem ga daš na kup za podari oziroma prodaj. Če je pa strgan, umazan, zapran, če je tkanina tako tisto ponošena, pa če se je mucka že začela, potem je pa to za na reciklažni kup. KonMari pravi, da se moramo vsakemu takemu kosu, ki je odslužil svoje, zahvaliti za to, da nas je grel, za to, da nam je dobro služil, da smo se dobro počutili v njemu, preden ga damo stran. Zdaj ni treba delati neke blazne drame iz tega, ampak en simpel hvala ti v glavi bo čisto zadostoval. In to narediš za vsak kos v tvoji omari.
Zdaj, ključna tukaj je hitrost. Če prideš do kosa, pri katerem se ne moreš odločiti, ja, ne, kam gor, ne, če pride do problema, če se začne zatikati, ga dej na stran. To se velikokrat zgodi s kosi, ki imajo kakšno sentimentalno vrednost, obleka, toalete, take podobne stvari, dej ga na stran, pa se čist na koncu vrni do njega in zelo hitro v bistvu pogruntaš, kam paše. Joj, to oblekco sem imela oblečeno, ker sem zmagala top 4. Sam v bistvu mi ful ni več prav, pa res redko jo še oblečem. Nič, hvala ti, lepo smo se imele, ampak čas je, da greš. Da ponovim, hitro, gremo čez vsak kos posebej ali nam prinaša veselje. Ker smo šli čez vse skupine oblačil, naredimo isto stvar še za čevlje in dodatke. In po dodatke mislim tudi vse kape in šale, ki jih premorejo naše omare. Ne obupati, saj vem, da je grozen, ne obupati, hmal bo konc. Ok, na koncu bi ti mogli ostati 3 kupi vsega. Obdrži, prodaj in recikliraj. Najprej bomo v vreče zapakirali vse tisto, kar je za reciklažo. Zdaj, tega ne bomo stran vrgali, zaradi tega, ker tekstil je izredno uporaben material, ki se ga da tudi, če je strgan, uničen, zapackan, se ga da zelo dobro reciklirati in bi bil to smrten greh, da vržemo preč med navadne odpadke. Zato zapakiraj v vreče, lahko na primer neseš v H&M, kjer ti bodo za vsako vrečo reciklažnega tekstila, ne sprejemajo čevljev pa torbic, ampak tekstila dal 15% popusta kupon za katerkoli izdelek po tvojem izboru, ki ga lahko porabiš tudi kasneje. Zdaj, to ti pride prav samo v primeru, če kupuješ v H&M-u. Če ne kupuješ v H&M-u, dej v humana kontejnerje ali pa kamorkoli drugam, kjer bojo reciklirali ta tekstil. Oblačila za prodajo lahko fajn poslikaš na dobri svetlobi, mogoče celo poslikaš, ko jih imaš ti oblečene, pa daš na mojbutik.si ali pa v Facebook skupine za prodajo ali pa objaviš na svojem Facebooku, da prodaš med prijatelji, na Instastory, kukorkoli. Ponavadi se da oblačila prodati za približno polovico njihove originalne cene ali pa mogoče še malo manj, čisto odvisno v kakšnem stanju so, koliko so dobro ohranjena. Ampak ja, a veš, na ta način si lahko pridobiš budžet za nova oblačila, da dodaš tiste kose, ki ti mogoče manjkajo. Lahko se pa s prijateljicami dobite, pa si med sabo izmenjate oblačila, ker mogoče tisto, kar eni ni več všeč, bi pa druga ful z veseljem nosila, pa se lahko tako oblačila zamenjajo pa ponovno uporabijo. Je pa pomembno, da oblačila, ki jih imaš namen prodati in jih ne želiš več nositi, pospraviš v posebej vrečo, jo daš v en kot v omari in če se ta oblačila v 1 do 3 mesecih ne prodajo, jih daš naprej, podariš naprej, se jih znebiš. To mora iti ven iz tvoje omare. Ok, oblačila, ki si jih obdržala, razmisli zdaj, kako boš dala nazaj v svojo omaro. Ključno pri temu je, mi imamo tle ful enih ključnih stvari, jaz ti priporočam, da vržeš ven vse obešalnike in imaš vse obešalnike iste vrste. To je najboljši nasvet, kar sem ga kadarkoli slišala, ker res naredi tvojo omaro tako enotno in tvoje oči ne begajo sem pa kje z različnih obešalnikov in različnih oblik in različnih barv in vsega, ampak je vse ena oblika, en obešalnik, tanjši obešalniki so super. Zdaj, najboljši obešalniki so tisti mičkeno plastificirani oziroma taki mičkeno kosmati, ki preprečujejo, da bi oblačila dol zdrsnila, ampak ponavadi so tudi prekleto dragi in če ti rabiš 20-30 novih obešalnikov, je to ponavadi kar zalogaj. Zato sem jaz se odločila za v bistvu čisto navadne bele obešalnike, je pa ful pomembno, da izbereš tip obešalnika, ki veš, da ti je pri roki za kupiti. In če rabiš 5-10 novih obešalnikov, da lahko to hitro narediš in da so ti vedno tam na voljo, ko jih želiš kupiti. Zaradi tega, ker najslabše pol, da ti dajo te obešalnike ven iz prodaje in jih ne moreš več dobiti. Tako da, nabav vse obešalnike še enkrat, naenkrat, to bo po moje največja investicija v tem videu. Ampak ja, isti obešalniki, to je tako, it's a life changer, to je res magičen tip. Ko zlagaš stvari nazaj v predale, poskusi s KonMari metodo zlaganja, ki ti jo bom zdaj tukaj prikazala. Cilj tega zlaganja je, da vsa oblačila potem na koncu stojijo vertikalno in tako zavzemajo manj prostora, lahko jih lepo razporediš v predalu, da lahko kadarkoli vzameš ven tudi unga iz sredine in ne peštajo se en na drugem. Zdaj, niso vse omare primerne za to. Jaz osebno imam na primer več polic kot predalov in na police, če zlagaš to, ti vertikalno ostaja ful neizkoriščenega prostora. Še zmeraj je to ful dobra metoda za se naučiti, še posebej za nogavice in spodnje perilo se res ogromno prostora prešpara in tudi
Tkanina se ne razteguje, boh ne daj, da delaš bunke iz nogavic, zato ker se ti bodo vse raztegnile in to ni fajn za tkanino in če ne skrbimo za svoje stvari, nam hitreje razpadajo in ni dobro v glavnem. Skrbi za svoje stvari, zlagaj jih, tako da se ne matrajo, prav konmarji. Mislim, ta knjiga je res posebna, jaz ti tako res priporočam, da jo prebereš, a ne, ker pač res je tako. Japonsko mišljenje, ta bejba je iz Japonske in to je pač tako neki čist drugega, kot je Evropa, tako da pej si prebrati knjigo, res. Če potrebuješ dodatne razdelitve v omari, lahko uporabiš tudi škatlo za čevlje, zato da pospraviš noter štumfe in spodnje perilo. Oblačila, ki bodo visela na obešalniku, jaz rada najprej razporedim v kategorije, naprimer vse majice skupaj, vse obleke skupaj, vsi blazerji skupaj in potem znotraj teh kategorij po barvah. In na koncu, ko odpreš svojo omaro, zgleda, kot da si vstopila v svoj lasten butik, iz katerega si zdaj lahko izbereš, katero koli oblačilo želiš. Kar hudo, a? Ok, zdaj je čas za delovni list. Če si že prijavljena na novičke, si dobila link do delovnega lista in do Excel tabelce v mailu z novičkami. Če še nisi, imaš spodaj pod tem videom link, kjer se lahko prijaviš in boš dobila vse delovne liste. Ko imaš vse lepo pospravljeno v omari, preštej, koliko posameznih kosov imaš, in si z Excel tabelco in s piramido na delovnem listu pomagaj, da oceniš, katere kose mogoče bolj potrebuješ, katere manj. Opozorilo, ta piramida je ful teoretična. Pač prilagojena je za zimske razmere v Sloveniji in deluje približno v redu tam nad 30 kosov. Res jo uporabljaj kot orodje in ne absolutno pravilo, koliko česa bi mogla imeti v svoji omari. Ok, to je samo za orientacijo. To je mogoče čisto samo zato, da se mogoče malo zamisliš, da res ne rabiš 40 različnih majic, pa bi bilo mogoče kakšen pulover več fajn dodati. Razmisli tudi, za katere življenjske situacije najbolj potrebuješ oblačila. A imaš mogoče službo, ki zahteva določen način oblačenja? Kolikrat na teden se ukvarjaš s športom? A se približujejo neki svečani dogodki, za katere rabiš kakšne lepše obleke? A bi si lahko mogoče tako obleko rajš sposodila, namesto da jo kupaš? Sploh, če jo ne misliš pol nikoli več obleči. Ali pa, naprimer, če se samo 2krat na teden ukvarjaš športom, a res rabiš 10 različnih majic za športanje ali bodo 4 čez vrh glave dovolj? Moj primer, naprimer. Mogoče potem razmisli, ko odstraniš še kakšen dodaten kos. Zdaj, ko smo naredili prostor za nova oblačila, je počasi čas za shopping! In pridruži se naši Facebook skupini, zaradi tega, ker tam noter se imamo full fajn, tam noter imaš tudi potem še dodatne videe, dodatno te peljem čez izpolnjevanje lista, čez specifične zadeve. Ne pozabiti deliti tega videa z vsemi prijateljicami, pa ne samo tega videa, cele serije ustvarjanja lastnega stila. Če boš objavila na Instagram, te bom rešerala, tako kot vedno. In pa lepo se imejte, poglej si naslednji video o shoppingu in pa poglej si celo serijo od začetka, če si slučajno zamudila kakšen video. Se vidimo kmalu, adijo!